Pozdravljeni vsi skupaj. Sezona se počasi zaključuje z vrhuncem dvema mojima najljubšima dirkama v letu, slovensko etapo in Istro 300. Tokrat je bilo dogajanje v Kranju še posebej pestro, saj so organizatorji dan pred dirko priredili krajši kronometrček po Jelenovem klancu. Cilj je bil prehiteti rahlo obteženega Mateja Mohoriča. Moram priznati, da mi je bila izvedba res všeč. Dogodek je sponzoriral Union s svojim izotoničnim radlerjem, prijava je bila brezplačna, dobili smo tudi rušen dres, zmagovalec in zmagovalka pa kar 30 platojev radlerjev. Moram priznati, da me je še zdaj kar malo zaboli, da sem ga zgrešil za pičli 3 sekunde. No, sem si pa vsaj dobro pretegnil noge pred nedeljsko dirko. V nedeljo mi je ponovno uspelo priti dovolj zgodaj na štart, da sem začel skoraj iz prve vrste. Kljub temu me je takoj po štartu prehitela vsaj polovica tekmovalcev in nekako sem se že na prvem spončku boril na vse kriplje, da se pomaknem naprej proti čelu glavnine. Prvih 6 km je dirka sicer potekala za varnostnim avtomobilom, nato pa se je začelo zares. Sledilo je nekaj močnih pospeškov in stresnega prerivanja naprej in nazaj po skupini. Čela skupine še kar nisem nikjer videl in ko smo prišli skozi nekaj ostrih ovinkov v Škofjo Loko, sem opazil, da so se v ospredju začele delati luknje. Pospešil sem, kolikor sem lahko, ter se pomaknil naprej. Tempo je bil res visok, še posebej šprinti za ovinkov in manjši klančki, ampak za vetrju se jih je dalo preživeti. V Vodicah se mi je uspelo prebiti na samo čelo skupine, potem pa smo v Mostah skoraj zavili na napačno cesto. Pa je šlo par mest in ponovno trošenje energije za rinjenje naprej. Sledilo je še nekaj absurdnih pospeškov skozi Komendo in zoženje ceste ter začetek klanca proti Šentjurški gori. Tukaj sem zagledal tudi prvi padec, zgleda, da je ta fant cel salto naredil in nekako pristal na nogah pred kolesom. Kasneje pa sem opazil, da je nekomu drugemu tekmovalcu na tem mestu sam Mohorič pomagal zrihtati kolo ob defektu. No, borba v klanec se je začela, poskušal sem se držati v ospredju, kar ni bilo enostavno, saj je bila cesta nabito polna, parkrat sem skoraj zapeljal iz nje. Na tej strmini sem nekoliko bolj pospešil in se je prerinil naprej, sledil je kratek vratolomen spust skozi Tunjice, nato pa kakšen kilometer premora do klanca na Šentjurško goro. Zgleda, da so se nekateri kar nekoliko preveč sprostili, saj se je tukaj zgodilo tole. No, na srečo smo vsi ostali na kolesih in začel se je prvi uradni klanec. V ospredju so nenormalno pospešili, čez 400 vati sem začel zaostajati, pa tudi držal sem lahko te vate dobrih 30 sekund, tako da sem se odločil spustiti tempo na nekaj čez 300 vatov in nadaljevati sam gore. Saj tudi ta skupina pred menoj se je nekoliko razpotegnila, vmes me je dohitel še Mohorič in podobno kot Ben, ki je na Džiru poskušal slediti Pogačarju, sem tudi jaz poletel preblizu sonca in totalno pogorel v manj kot minuti. Ko sem končno prisopihal na vrh, sem zamenjal bidone, glavnina je bila cirka 500 metrov pred mano in odločil sem se, da je nima smisla loviti. K sreči sem za seboj že videl zasledovalno skupino, v kateri je bila tudi Laura Šimenc, tako da smo s hitrim tempom skupaj nadaljevali. Sledil je vratolomen spust proti Cerkljam. Moram priznati, da je bilo tukaj že res neprijetno tako šiba dol. Čeprav ta del ceste dobro poznam, so ostali v skupini vseeno še kar švigali mimo mene, prav noro, res. Si sploh ne predstavljam, kako se počutijo proji, ko se spuščajo 100 km/h in več po Alpah, Franciji in Italiji. Sledil je še ta zadnji ovink, kjer je predlani nekdo zletel ven, tokrat smo ga vsi srečno prevozili. Kot zanimivost lahko povem, da je tukaj zrak dejansko smrdel po zažganih zavornih ploščicah. Ne vem, ali od kolesa, ali od spremljevalnih vozil. Na dno klanca sem sicer prišel v enem kosu, sem pa kakšnih 100 metrov zaostal za zadnjim v Laurini skupinci. Res sem jih hotel ujeti, tako da sem pognal kolikor je šlo in jih po kakšnih 500 metrih lovljenja tudi ujel. Gleda, da sem šel res hitro, saj sem tukaj skoraj ukradel kom Pogiju. No, ali pa ostali niso uploadali svoje vožnje na Stravo. Sam, tako kot pravijo, če ni na Stravi, pol pa ne velja, ne? Kakšnih 500 metrov pred nami smo že videli prvo skupino, a noben ni zares povlekel. Sam sem se pomaknil na čelo ter malo močneje povlekel, a opazil, da mi skupina ne sledi.
Ja, okej, jih pa ne bomo lovili, sem si mislil. Sledilo je nekaj močnejših menjav in po nekem čudežu, še sam ne vem točno kako, smo jih v predvoru vseeno ujeli. Tempo se je nekoliko umiril in dobil sem priložnost malo klepetati z Matejem. Če še koga zanima, že nekaj časa sem se spraševal, ali nosi leče oziroma ima dioptrijo na kolesarskih očalih, ker sem ga videl v par intervjujih nositi očala. Mi je povedal, da ne uporablja ničesar, ker rabi imeti dober periferen vid, ko se vozi v gruči. Kot drugo me je zanimalo, kako si upa tako hitro spuščati po klancih in če ga ni nič strah, da je kakšen pesek, ovinku ali kaj podobnega. Pa je priznal, da ja, v bistvu se počuti kar nelagodno, še posebej zdaj, ko ima družinico. Je pa povedal tudi to, da jim na dirkah, vsaj teh večjih, dejansko čistijo cesto, tako da ne bi bilo nič peska in podobnega na njej v ovinkih. Ob klepetu so se kilometri kar topili in naenkrat smo bili pri Brdu, kjer je postavljen šprinterski odsek. Kot še vedno do zdaj smo tudi letos samo zapeljali skozi. Me zanima, če tisti, ki osvoji zeleno majico, dejansko tukaj šprinta ali ima srečo in je le tako postavljen v skupini, da pride čez prvi. Kmalu smo bili v Kranju in s tem na polovici dirke, vsaj kar se razdalje tiče, večina višincev pa je bila še pred nami. Jelenov klanec smo po pričakovanjih ponovno pospešili, potem pa se je spet vse umirilo in v relativno mirnem tempu smo nadaljevali proti Podblici. V resnici do tukaj nisem vedel, da sem dejansko v prvi skupini, potem pa sem pred sabo zagledal Johnnyja in Tadeja in nekako deduciral, da je to dejansko to in mi je uspelo več kot polovice dirke odpeljati v peleton oziroma v prvi skupini. In že ko sem začel sanjariti, da mi bo z njimi uspelo priti do cilja, se je začel spon na Podblico, kjer bi ponovno moral držati več kot 5 vatov na kilo, če bi želel voziti z njimi. Ja, z utripom nad 190 sem počasi spustil na 350 vatov in žalostno gledal Mohoriča, ki se je odpeljal naprej s takšnim naporom, kot ga imam jaz v recovery dnevu. Ko sem se približal sami vasici, je bilo vzdušje res noro, vse je ropotalo, pokalo in navijalo, a se tega sploh nisem zavedal, saj sem bil tako globoko rdečen, da sem videl le kakšen meter ceste pred sabo. Še dobro, da sem vse skupaj posnel, sem si lahko vsaj zdaj malo pogledal, kako je to izgledalo. Začel se je še drugi strmejši del klanca, nekako sem še vzdrževal tempo, dokler me ni ta prehitev, odločil sem se, da se mu prilepim za gumo in poskušam držati do vrha. V temu, da sem prejšnjo noč zelo slabo spal, kot je izgleda že navadno za noči pred takšnimi dogodki, sem letos res odlično pripravljen in kljub temu, da sem se lani takoj po štartu pospel na Jamnik, sem lanski PR izboljšal za več kot minuto. Sledil je spust proti Kropi, kjer sem nekoga celo prehitev ter nadaljavo držal stik s še dvema. Po spustu smo se nekako počakali in v skupinici nas je 5 nadaljevalo. Od tu dalje je bila trasa spremenjena, po mojem mnenju na boljše. Sledil je kratek, a zelo strm vzpon proti Zgornji Dobravi, nato pa še strmejši spust proti Savi. V tem ovinku sva skoraj zletela s ceste, saj sva želela kar naravnost. Sledil je še en kratek in strm klanc, zaradi tistega kiksa prej pa sem ob vznožju zostajal cirka 5 metrov. Se sliši in izgleda malo, a v tem klancu na 100 km podlage so bili tej pred mano nedosegljivo daleč. Odpeljali so se naprej, nekako sem se že vdal v usodo, da sem jih izgubil, a je ta povlekel, kljub temu, da sem bil že čisto mrtev, sem dal še nekaj kratkih menjav in uspelo nam je priključiti. Ne vem, kaj je bilo ta dan, sama vročina, premalo spanja ali prevelik napor, ampak že proti vrhu Jamnika sem začenjal čutiti krče v nogah, tukaj pa so se le še jačali. Tempo v tej skupini je bil noro hiter, v zavetrju sem moral držati čez 300 vatov, sploh ne vem, kaj smo lovili v resnici. Še preden sem zares dojel, kaj se dogaja, sem že bil na čelu kolone. Ja, shit, kaj pa zdaj, noge so me tako pekle, če sem preveč pritisnil, sem čutil krče, pa ja ne bom en tistih, ki samo odvije, ko pride na čelo. Ne, sem iz sebe stisnil še zadnje atome, dokončal menjavo in direktno odpadal.
No, čez cirka 30 sekund, ko je bila skupina ravno na 200 metrov pred mano, so tudi oni očitno popustili, saj smo potem kar nekaj časa vozili na isti razdalji. Ja, pa saj to ni res. Za brez veze sem jih sustil, uloviti jih pa itak nisem mogel več. Malo nevoljen sem sam nadaljeval proti zadnjemu klancu na dirki, so pa vsaj navijači na polno navijali ob cesti, tako da je bilo vseeno malenkost lažje. Sicer je bil ta klanc bolj tak, položen, 80% je bilo nekje na 2 do 3% naklona, tako da se ga sploh ni čutilo zares. Edino tukaj pri gradu Kaman se je za kakšen kilometer ali dva malo bolj postavilo po konci. Na mojo srečo je tudi ta pred mano odpadal in skupaj sva nadaljevala naprej, čeprav je Bogi Revež moral večinsko vleč ton, kar sem bil jaz že razkončan. Prej sem nekaj spraševal, če kdo slučajno ve, kje je tretja okrepčilna postaja, namreč vode nisem imel čisto nič, to da so polnili bidone na 3/4 tudi ni nič pomagalo. Ampak smo nekako ugotovili, da so bile na zemljevidu trase narisane samo 2 postojanke, na Šentjurški gori in v Jamniku. Sem se pa spomnil, da sem nekje v opisu bral, da bi morale biti 3. No, na srečo je bil zemljevid napačen in kot oazo sredi puščave se je pojavila okrepilna postaja. Kako sem bil tukaj vesel. Obtožil sem se s 3 bidoni in lahko sem nadaljeval. Kmalu sva za sabo slišala spodbujanje in prehitev nas ni nihče drug kot Mohorič. Nam je dal kar malo busta. Priključila sva tej mini skupinici, k sreči smo blizu vrha, tako da je za veter igralo večjo vlogo in uspeli smo se obdržati za njegovim kolesom. Sledil je adrenalinski spust proti Tržiču, Mohotu slediti navzdol ni najbolj enostavno, k sreči ni šel čisto na polno in nekako se mi je uspelo obdržati. Se mi zdi, da smo bili vsi izredno veseli, da ga imamo v skupini, saj je z močnim tempom vlekel na čelu skupine, mi pa smo zadaj umirali na obroke. Pri Golniku je sledil še en kratek spust, no to pa kratek nekaj 10 metrov dolg klanček. Ta kombinacija se je izkazala za usodno, nam je tukaj vtekel za kakšnih 5 metrov, na vrhu sem sicer poskušal zapreti luknjo, mogoče mi je celo malenkost uspelo, a ko sem dal menjavo naprej, se je luknja začela večati. Škoda, pa tako blizu smo bili. Doljavi sem videl, kako je Matej ujel še preostanek original skupince, ki sem jo prej izpustil, tako blizu sem bil, da bi jih ponovno ujel, obenem pa nedosegljivo daleč. No, ni bilo druge, kot da gremo sami naprej. Delali smo dobre menjave vsake 20 do 30 sekund, a se je kljub vsemu skupina pred nami počasi oddaljevala in oddaljevala. Sreči smo bili blizu cilja, malo smo prišli do Kranja, sledilo je še nekaj krožnih in ponovno Jelenov klanec. Počutil sem se res izmučenega, a ko je ta potegnil, sem pač šel z njim. Saj še sam ne vem, kje sem našel energijo za to. Na tem ovinku sem opazil, da sva ostala 2 v skupini pustila za sabo, tako da sem še sam obupal in se samo še pripeljal do cilja. 3 ure 56 minut je uradni čas. Moram priznati, da sem kar presrečen nad rezultatom, še posebej na tem, da sem z Johnnyjem, ki je zmagal, zaostal samo 10 minut. Kljub temu, da sem se skozi celotno dirko počutil kar slabo in vozil na limitu 3/4 dirke, sem z 27. mestom prepolovil lansko uvrstitev. Nad samo dirko in organizacijo, vremenom in vzdušjem sem izredno zadovoljen, definitivno gre za mojo najljubšo dirko pri nas. Še posebej pa mi je bil letos všeč tisti Unionov izziv, upam, da ga naslednje leto ponovijo. Toliko za zdaj, konec meseca me čaka še glavni izziv sezone, Istra 300, upam, da bo vreme ugodno in da nam s Klemnom končno uspe končati pod 10 urami. Se vidimo naslednjič.